Tako kot druge ljudske univerze, tudi mi že vrsto let ponujamo izobraževalne vsebine, ki imajo trajnostno komponento. Velik korak naprej v smeri trajnostnega razvoja smo na Ljudski univerzi Ajdovščina naredili z mednarodnim projektom Zeleno izobraževanje. Z njim smo zelo sistematično in poglobljeno pristopili k konceptu trajnostnega razvoja. Projekt je bil namenjen razvoju metodologije za pripravo izobraževalnih programov. In v ta namen smo se poglobili izhodiščnemu konceptu, torej trajnostnemu razvoju in v povezavi s tem neformalnemu izobraževanju odraslih. Kot enega osnovnih elementov trajnostnega razvoja in izobraževanja za trajnostni razvoj smo prepoznali prav razvoj novih načinov mišljenja in delovanja, pa tudi čustvovanja in odnosov. In zelo pomembno se nam zdi, da pri načrtovanju programov upoštevamo dejstvo, da se trajnostni razvoj nanaša na človeka v okolju. Sodobni človek namreč živi v fluidnih razmerah, v katerih postaja za njegovo preživetje vedno bolj pomembno na eni strani ohranjanje okolja in naravnih virov, na drugi strani razvijanje pravičnih, prijaznih in sočutnih medčloveških odnosov ter refleksivno in kreativno delovanje. In vsa ta spoznanja uporabljamo pri pripravi novih programov v povezavi s trajnostnim razvojem. Na Ljudski univerzi Ajdovščina trenutno tečejo 4 projekti LAS. Stara semena, tradicija in preživetje, spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom, pozabljena avtohtona zelišča in kulinarične specialitete iz mesa drobnice. Vsi navedeni projekti imajo noto trajnostnega razvoja. Prebivalce Vipavske doline ozaveščamo o pomenu povezovanja z naravo, o pomenu ohranjanja naravne in kulturne krajine. Spodbujamo jih k pridelavi in uporabi živil, ki zrastejo ali so pridelana v našem lokalnem okolju. Posebej zanimiv je projekt Stara semena, v katerem smo izpostavili problem pomanjkanja domačih semen in celo izginjanja semen avtohtonih vrtnin in poljščin. Udeležence skozi predavanja spodbujamo k pridelavi lastnega semena in k pridelavi avtohtonih vipavskih ali vsaj slovenskih vrtnin. Spomladi bomo organizirali dogodek, kjer bodo vrtičkarji lahko medsebojno menjali domača semena in sadike. S tem spodbujamo samooskrbo in zavedanje o bogastvu, ki nam ga nudi naše naravno okolje. Tudi projekt spodbujanja samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom je namenjen širjenju znanja o učinkoviti izrabi tudi najmanjših urbanih površin, kot so balkoni in mestna dvorišča. Za dvig kvalitete življenja in samooskrbo z osnovno zelenjavo, začimbami, dišavnicami in drugimi drobnarijami, ki jih lahko na balkonu pridelamo. Pri tem projektu smo poleg predavanj za širšo javnost, za prebivalce blokovskih naselij in urbanih središč, izvedli tudi predavanja in delavnice za ranljive ciljne skupine. Naši strokovni sodelavci pomagajo urejati balkonski vrtiček v varstveno-delovnem centru v Ajdovščini in Vipavi, na Šentu v Ajdovščini in v prostorih, kjer poteka program PUMO v Ajdovščini. V projektu Pozabljena avtohtona zelišča strokovna vodja z udeleženkami delavnice raziskuje za naše okolje specifične zeli, ki jih v strokovni literaturi le redko zasledimo. Obstaja nevarnost, da bo znanje o njih utonilo v pozabo. Ta zelišča iščejo v naravi v različnih rastnih obdobjih, pobirajo seme in jih poskušajo vzgojiti doma, prebirajo staro še dostopno literaturo in beležijo vsa svoja spoznanja. Ob koncu projekta bomo pripravili e-priročnik in predavanje za širšo javnost. Projekt kulinarične specialitete iz mesa drobnice pa povezuje lokalne rejce drobnice na eni strani in gostince ter individualne potrošnike naše regije na drugi strani. Rejci drobnice na nek način skrbijo za to, da se naša krajina pretirano ne zarašča, hkrati pa proizvajajo visoko kvalitetno meso in mlečne izdelke. Cilj projekta je, da se čim več lokalno pridelane hrane porabi v tem okolju.
To je tudi z ekološkega vidika zelo pozitivno. Projekti LAS so sofinancirani strani Evropske unije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru programa razvoja podeželja 2014 do 2020 oziroma iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V prihodnje želimo z idejo projektov nadaljevati in jih nadgrajevati skozi druge oblike dela. Pomemben del tovrstnih aktivnosti že vrsto let izvajamo v učnem centru Brje. Danes se nahajamo v učnem centru na Brjah. Občina Ajdovščina je že pred leti, mislim, da že enih 8 let nazaj prepoznala razvojno priložnost tega območja v proizvodnji in predelavi sadja in hkrati ugotavlja, da pravzaprav pretiranega znanja v predelavi pravzaprav na tem območju ni, kljub temu, da so območje, ki je tradicionalno pridelovalo sadje za živilsko-predelovalno industrijo. Zato se je takrat rodila ideja, da pravzaprav združimo moči tudi z Ljudsko univerzo v Ajdovščini in s krajani, pravzaprav s krajevno skupnostjo Brje in postavimo na tem mestu, oblikujemo na tem mestu učni center za predelavo sadja. Izkoristili smo ta objekt, mimogrede, ta objekt je bil nekoč osnovna šola, italijanska osnovna šola, kasneje potem tudi podružnična osnovna šola in bom rekel, tudi ta del zgodbe se nam je nekako poklapal, po domače rečeno, in smo v tem objektu pač postavili učni predelovalni obrat, seveda tudi drugo infrastrukturo, učilnice in tako naprej. In jih sedaj, kot rečeno, že 8 let s pridom izkoriščamo, tako za izvajanje teoretičnega prenosa znanja, tukaj z veliko podporo Ljudske univerze iz Ajdovščine, zelo, bom rekel, učinkovit prenos znanja in seveda tudi v praksi se lahko tako slušatelji kot tudi drugi kmetovalci pobližje ali pa neposredno seznanijo s vsemi postopki in s tehnologijami. V zadnjih letih celo učni center prerašča samo tiste učne elemente in celo prehaja v nek skupni predelovalni obrat, kar je bila pravzaprav, bom rekel, tudi neka končna želja. Se pravi, da postavimo obrat, ker bodo lahko kmetje in pridelovalci sadja imeli možnost pridelati svoje sadje, bodisi za svojo lastno uporabo ali tudi za trg. Tako da ponosni smo na ta center. Mogoče še ena informacija za prihodnost. Načrtujemo širitev, odnosno bogatitev pravzaprav opreme. Že v letošnjem letu širimo dejavnost iz same predelave sadja tudi na dejavnost, če lahko temu tako rečem, žganja. Se pravi, postavili bomo malo kvalitetnejši, naprednejšo žganjo kuho in tudi iz tega področja predajali neko dodatno znanje in izkušnje. Namreč tudi žganje kuha in proizvodnja žganih pijač je na našem območju razvojna priložnost in jo velja v prihodnje izkoristiti in temu območju dati neko dodano vrednost. Tisto, kar je pa pomembno, je pomembno to, da pravzaprav kmetje vidijo priložnost, da grejo mogoče tudi neko samostojno pot proizvodnje in pridelave in da ne računajo zgolj in samo na prodajo konzumnega sadja ali pač proizvodnjo sadja za, bom rekel, industrijske pridelovalce. Se pravi, vse delamo s ciljem krepitve ali pa višanja dodane vrednosti v tem kmetijskem sektorju. Učni center Brje je postal center znanja z področja pridelave ter predelave sadja, povezovanja sadjarjev in izmenjave izkušenj različnih generacij. Čez celo leto organiziramo teoretične in praktične delavnice, ki so usmerjene k trajnostnemu razvoju, kar pomeni, da predstavljamo stare avtohtone vrste sadnega drevja ter podpiramo ekološke pristope pridelave in predelave sadja. Naj naštejem samo nekaj najbolj obiskanih predavanj: priprava tav za različne vrste sadnega drevja, obrezovanje in cepljenje sadnega drevja in oljk, potem permakultura, sušenje sadja, izdelovanje marmelade,
izdelovanje različnih sirupov in sokov in tako naprej. Praktične delavnice potekajo v tej predelovalnici. Tu imamo sušilnico za 30 kg sadja, potem prešo, mlin za sadje, lupilce sadja, polnilno linijo in pasterizacijo, ter tudi koto za kuhanje večje količine marmelade. Tako se udeleženci naučijo ne samo ustreznih postopkov pridelave sadja, temveč tudi pravilne uporabe teh strojev, da lahko kasneje najamajo prostor in si samostojno predelajo sadje. Predavanja in delavnice so, moram reči, zelo dobro obiskane. Med udeleženci je poleg malih kmetov tudi veliko ljubiteljev, ki želijo biti samooskrbni in cenijo hrano, ki je bogata s hranili in pa seveda brez kemikalij. K dobri obiskanosti dogodkov v Učnem centru Brje vsekakor zelo pripomore to, da jih financira občina Ajdovščina. Če bi bila plačljiva, mislim, da ne bi bilo takega zanimanja, kar pa bi predstavljalo veliko škodo, saj gre tu za ozaveščanje ljudi usmerjeno k trajnostnemu razvoju okolja. In ravno pri tem ozaveščanju imamo institucije za izobraževanje odraslih precejšnjo vlogo. Glede na podatke o programih izobraževanja odraslih lahko sklepamo, da se odrasli izobražujemo predvsem za potrebe dela. Veliko manj pa se izobražujemo, da bi mislili in razumeli kompleksnost sveta in novosti ali da bi razvijali svoje zmožnosti za refleksijo in oblikovanje novih modelov za sobivanje. Za naše lokalno okolje lahko rečem, da smo Ljudska univerza Ajdovščina kot javni zavod za izobraževanje odraslih prepoznani kot institucija, ki spodbuja trajnostni razvoj, kar dokazujemo tudi z uspešnimi projekti. Menim, da če želimo spodbujati trajnostno sonaravni razvoj, je zelo pomembno, da vključimo vse skupine ljudi, vse znanje, ki ga imamo, in projekte postavimo interdisciplinarno. Na Ljudski univerzi Ajdovščina si prizadevamo prav to in zato ostajamo odprti za vsakršno sodelovanje in stopamo v različna partnerstva. Tako s programi medgeneracijskega sodelovanja, vključevanjem različnih ciljnih skupin, vzpostavljenim zaupanjem v lokalnem okolju in našimi bogatimi izkušnjami ter razvojno naravnanostjo postajamo zanimiv partner za različne deležnike, ki so aktivni na področju trajnostnega razvoja. V sodobni, globalni, večkulturni in starajoči se družbi je pomembna vloga izobraževanja v tem, da ozavešča ljudi, da jih spodbudi k taki rabi virov, k takemu načinu poselitve in razvoju produkcije, ki bodo skladni na eni strani z naravnimi danostmi oziroma omejitvami. In s trajnostjo je potrebno poudariti cilje, vsebine in načine izobraževanja, ki podpirajo vse tri komponente trajnostnega razvoja: ekologijo, gospodarstvo ter družbo in kulturo. Mi smo zelo prepričani v moč povezovanja in sodelovanja. In tako načrtovanje, uresničevanje in upravljanje z izobraževalnimi projekti bi morali povezati v celovit sistem inovativnih jeder. Če različnih projektov ne povezujemo, ostajajo v posameznih lokalnih okoljih in se znanje ne združuje v nove modele. Pomembno se nam zdi, da bi imeli sistematično opazovanje in raziskovanje dobrih praks ter oblikovanje novih modelov, iskanje socialnih inovacij, kar pomeni izobraževanje z družbo in za družbo. Izobraževanje za trajnostni razvoj presega poučevanje o konkretnih problemih. Kot najpomembnejši del se kaže razvoj identitete, kritičnega mišljenja o vrednotih, sistemih, kakovosti življenja in o etičnem in estetskem odnosu z okoljem.